Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kaj je energija. Tako zelo na splošno. V šoli nas učijo, da energije je več vrst. Imamo potencialno energijo, pa kinetično energijo, pa notranjo energijo, pa kemično, pa toplotno. Skratka, vse te vrste energij imamo. Ogromno vrst energij, ampak če tako pogledamo, kaj je pa osnovni temelj za to, da energije obstajajo. Ali lahko energije obstajajo v etru, v vakuumu, tam, kjer ni ničesar. Bomo videli, da ni mogoče, da energije obstajajo, brez da bi bila prisotna snov, materija, kot temeljna substanca, iz katere energija izhaja in preko katere se tudi lahko energija kanalizira. Recimo imamo elektriko in imamo električne vodnike. Če ne bi bilo električnih kablov, ne bi mogli elektriko izpeljati iz elektrarne do žarnice, recimo. Seveda je tudi Nikola Tesla naredil določene poskuse, z katerim je dokazal, da je energijo električno možno tudi transportirati po zraku. Ampak še vedno je tukaj prisotna snov kot zrak, imamo molekule, ki so nosilci teh energij. Danes ne bi govoril o teh fizikalnih energijah, ampak bi predvsem razložil, kaj so energije v smislu občutkov in čustev. Te energije, ki jih čutimo v našem fizičnem telesu. Še posebej recimo energija orgazma. Kako nastane orgazem, kako nastanejo čustva? In ali potrebujemo energijo za svoj obstoj? Vsekakor človeško fizično telo potrebuje hrano, zato da na osnovi hrane proizvede energijo. Potem tudi dihamo, tudi dobivamo energijo iz zraka. Potem pa recimo vprašanje, ali potrebujemo neko življenjsko energijo za to, da mi obstajamo. Včasih imamo občutek, kot da smo brez energije. Počutimo se brez volje, težke, depresivne in rečemo, smo brez energije, manjka nam energija. In težimo k temu, da bi dobili energijo. Predvsem govorimo potem o tako imenovani pozitivni energiji. Češ ta občutek teže je neka težka, negativna energija in sedaj potrebujemo neko pozitivno, lahko energijo, da dobimo voljo do življenja, da lahko zopet gremo v akcijo in nekaj storimo. Potem pa tudi recimo glede orgazma, kako se proizvede ta energija. Vsak lahko vidi, da pride do energije orgazma skozi premikanje, skozi spolni akt dveh teles ali pa skozi samo zadovoljevanje, torej z lastnim premikanjem svojega fizičnega telesa. V vseh primerih se ta energija proizvede na osnovi neke aktivnosti. Energija orgazma se proizvede z premikanjem, zatrenjem našega fizičnega telesa na ta način, da ga premikamo.
energije čustev, recimo kako se energije pozitivnih čustev proizvedejo. Tukaj gremo pa v uporabljamo domišljijo, si predstavljamo nekaj pozitivnega, nekaj lepega, kakšen sončen dan, kakšen dogodek, ki nam je všeč, kakšna stvar, ki si jo želimo, si predstavljamo, kot da jo že imamo. Skratka, gre za neko aktivnost v umu. In tukaj gre v vsakem primeru za to, da za nekim premikanjem na osnovi materije proizvedemo energijo. Torej, energija se vedno proizvede kot sekundarna pojavnost na osnovi materije. Energija ne more obstajati brez snovi. Vprašanje pa je, ali lahko snov obstaja brez energije. Ali recimo lahko električni kabli obstajajo brez da bi bila v njih elektrika. Vsak lahko ugotovi, da lahko. Ali lahko naše fizično telo obstaja brez te energije, ki jim mi rečemo čustva ali orgazem? Lahko. Zakaj bi torej potem potrebovali to energijo teh občutkov? Zakaj ne moremo mi premikati svojega telesa na osnovi volje? Zakaj hrepenimo po energiji orgazma? Zakaj hrepenimo po nekih substancah, ki nam povzročajo določene energije čustev? Substance, kot so recimo alkohol, cigareti, droge in tako naprej. Vse to so energije, ki nas zasvojijo. Narava energij je, da povzročijo neko izkušnjo, nek občutek in potem si tega občutka želimo še več. Ampak čustvene energije se proizvedejo na osnovi življenjske sile našega fizičnega telesa. In te energije, te življenjske sile v materiji našega fizičnega telesa je omejeno. Telo se sicer lahko regenerira do določene mere, toda če je tega generiranja energije preveč, lahko prekomerno izčrpamo naše fizično telo. Posledično pride do staranja in tudi do smrti našega fizičnega telesa. In če mi to dopustimo, potem seveda zapustimo ta svet. Pomembno je torej paziti glede energij, da jih izkoriščamo, da se jim prepuščamo v omejenem obsegu. Kajti, če dovolimo, da postanemo zasvojeni za energijami, nas te energije obsedejo in potem uničijo naše fizično telo. Vemo, da recimo ljudje, konkretno, ki se preveč prepuščajo občutkom, ki jim jih daje uživanje alkohola, postanejo alkoholiki, posledično dobijo cirozo jeter ali kaj podobnega in potem umrejo. Podobno je tudi z čustvenimi energijami. Tudi če se recimo preveč napajaš, če postaneš odvisen od teh pozitivnih občutkov, od občutkov veselja, sreče, te energije izčrpavajo organ srca in posledično pride do infarkta. Skratka, najbolje je te energije izkušati čim bolj v omejenem obsegu. Še bolj koristno pa je, da se sploh osvobajamo od teh energij, da ne potrebujemo nobenih energij za to, da bi premikali samega sebe, svoje fizično telo, ampak da začnemo premikati naše fizično telo
na osnovi volje, na osnovi principa, na osnovi življenja. Kajti fizično telo lahko premikamo na osnovi odločitve. Ne potrebujemo nekega pozitivnega, dobrega občutka, da bi nekaj naredili. Ker slej ko prej se ta pozitivna energija nekako porabi in potem pademo navzdol, v negativno energijo. In na ta način se razvije tako imenovana bipolarna motnja, ko smo enkrat veseli, potem pa spet depresivni. Bolje je, da se osvobodimo tega vpliva energij in da premikamo samega sebe kot dih življenja. Da smo osredotočeni na naše dihanje, da ne dopustimo motečih misli ali čustev, da se proizvedejo, ampak da se odločimo, kaj bomo storili in da to tudi naredimo na osnovi naše volje, kot živo bitje, ki je življenje, ki je eno z materijo, eno z svojim fizičnim telesom, ki ne potrebuje energije, ker je izvor vseh energij. Za še boljše razumevanje teh stvari, da se boste naučili teh življenjskih veščin, kako živeti brez energij, kako živeti na osnovi sebe kot živega bitja, vas vabim, da se vpišete na brezplačni tečaj Deep Light in si še pogledate številne videoposnetke, audioposnetke in besedila v povezavi z tem. Vse te informacije pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.